Gledate oddajo Klepet ob kavi. Tadej Pretnar nam je enkrat zaupal, da obstajajo v prostoru določene točke, ki na nas lahko delujejo zelo dobro, blagodejno in podporno. Obstajajo pa tudi točke, ki pa niso tako zelo fine in smo ob njih morda zaspani, razdraženi, se na splošno slabo počutimo in obstajajo še tretje. Tiste, ob katerih smo čist normalni, torej nič posebnega. Oziroma, če to malo pretvorimo zdaj, obstajajo mesta, kjer, ko stopimo na določeno točko, čutimo zelo pozitivne vibracije. Takrat tako rečemo, da gre za izjemno pozitivne točke. Če na neki točki ne čutimo nič, pomeni, da je ta točka nevtralna. Če pa se ob njej ne počutimo dobro, pa pač ta točka ni za nas. No, iz takega zelo posebno močnega, energijskega prostora prihajajo tudi naši gosti, oziroma dva gosta od treh, Suzana in Andrej iz posestva, torej rezidence Asa, lepo pozdravljena, in pa Jože Munih, naš stari znanec, torej bioenergetik in pa radiestezist, ki je to posestvo tudi meril. Lepo pozdravljeni vsi. Dober dan. Torej, Jože, da začnem kar z vami na začetku. Kako pravzaprav lahko izmerimo točko v enemu prostoru in vemo, da na nas recimo dobro delujejo? Ja, v bistvu tako, kakor ste omenili, počutje je tisto recimo prvo, tak čist enostaven znak, če se nekje prijetno počutiš, je to. Ker včasih so tudi iskali taka mesta, pa tam tudi postavili svetišča in tako naprej. Drugače se pa da ta občutje tudi izmeriti s pomočjo radiestezije. Jaz to delam recimo z nihalom, se točno da ugotoviti recimo, koliko je te energije, je prijetna, ni prijetna, na kaj deluje, kakšna vrsta je, en kup stvari, recimo, ki se potem da še odčitati. No, in vi ste tudi bili torej na posestvu pri naših gostih, kjer bojda pravijo, da tam imajo vsi vesele obraze, knjiga gosta tudi govori o tem. Ste bili torej presenečeni nad meritvami? No, jaz sem bil v bistvu povabljen s tem namenom, ker so čutili njihovi gosti, da je tam tak poseben mir, nekaj posebenega, in so rekli, da bi pač prišel pogledati, če je kaj takega res tam, da se da tudi izmeriti, da se vidi, če so taka prijetna mesta. Tako da sem bil res presenečen, je res taka zelo pozitivno, že kras sam je dost odprt, pozitiven, ampak na tem kraju, recimo na njihovi domačiji, pa res nekaj posebenega in dejansko tam sem odčital preko 20 takih zelo močnih točk, tako da smo lahko tudi energijski krog naredili, tročan postavili, pa tudi mesta, recimo, kjer bo lahko recimo se izvedel ta obred poroke, kup različnih, ampak zelo močnih točk. Če nekako karikiram, te točke so ranga od recimo 50 do 200, 300 milijonov enot. Tako da, če primerjamo, recimo naša poprečna energija pa okrog 10 tisoč enot, tako da pomeni, da je to res zelo visoko in na takem mestu dobiš res prijetno energijo in se prijetno počutiš. Suzana, da začnem kar z vami. Povejte mi, vaša hiša je res zelo posebna, pa tudi zgodovina ima izjemno zanimivo. Ste kaj več povedala? Ja. Naša hiša je iz leta 1784 in mi, naša družina, vsi smo se zaljubili pač v to hišo. Tukaj je bil rojen tudi moj oče in tako da smo začeli delati, obnavljali smo jo 10 let, porabili več kot 80,000 ur notri, vendar je bilo tega zelo vredno. In to tudi naši gosti, ki prihajajo iz celega sveta, to začutijo, vsak detajl. Dostikrat se nam zgodi, da prihajajo arhitekti iz Milana gledati, kako je to narejeno, potem eden je prišel gledati iz Nemčije prav ravno to streho, kako je ta posebna in tako. Pa zelo velika, ima 750 kvadratnih metrov in 3000 metrov zagrajene okolice. In ravno iz tega, ki so te ljudje toliko gosti govorili, to je tako lepo, to je tako mirno. Vi smo niste vedeli prej? Ne, tudi mi smo se dobro počutili, ampak nismo razumeli vsega tega in to, ko so dan na dan nam povedali, potem smo se pač odločili in to pogledali res. Andrej, če vas vprašam, vaša butična posest je res izjemna in torej Jože je prišel zmeriti, kaj točno pravzaprav ste zmerali, katere stvari, kaj so tiste točke, ki recimo so najbolj posebne in najbolj energijsko močne? Ja, celotno posest naša je, kot je Jože omenil, je pozitivna. Torej ima
kompletno je pozitivna in pač mi smo sami opazili prej na določenih točkah, kjer je pač voz tudi naslikan in tako da ima neko energijo. To je tudi že moja žena opazila. No in potem smo skupaj z Jožetom pač opazili, kot je Miru, da so to res ene izjemne energije, ne, da so v bistvu primerljive kot z Stonehengem, ne. Tako da za nas je to super, blagodejno, ne, se pravi, ljudje pridejo tam, smo pač butični, ne, v temu, se pravi, 6 ljudi sprejmemo, ki v bistvu uživajo v naravi, hodijo bosi, poslušajo ptičke, čebele na kostanju in potem še posebne zajtrke, smo v bistvu v bio, ne, vse skupaj imamo tudi bio oznako in pa zvečer delamo z taki veliki pečari, specialitete izpod žerjavice v glineni posodi in s tem tudi... Tudi vidimo zdaj na slikci, ja, na posnetku. No in to v bistvu je tudi, goste še dodatno relaksira, se pravi, se zberemo tam okoli, spijemo en kozarček dobrega vina Terana in poskušamo take. Suzana, zdaj, ko smo videli tudi ta hrana vaša, ne, je verjetno čist drugačno vrednostno pravzaprav, za te energije, je tako? Ja. Tako je, mi imamo pač upisano od ekologijo pod kontrolo, delamo pa vse po biodinamiki. In to ima recimo od konvencionalne je manjša energija, potem je pač eko, pa biodinamika je pa presežek, bi rekli, tudi vsej tej energiji. Ja. No, posebnost, itak smo vse tako butični, bi že rekla, je tudi to posebno, se pač gosti naročijo k nam, se odpre parton, pridejo notri, do 10 ljudi, se zapre parton in so samo za njih. Ja, drugače pa kuhamo največ v odprtih kuhinjah, tako kot se tukaj vidi, pa tam, ki so glinene posode in to naši gosti uživajo. Oni so okoli tam, Andrej, kaj si naredil to, jaz to, tisto, tako res prav jih vidiš, ko se sprostijo potem vsega tega. Ja. Jože, veste, kaj vas moram vprašati, kako so v bistvu recimo laiki, ne? Ker, pustimo ljudi, ki se že ukvarjajo s tem, pa se spoznajo. Kako se nek laik, ki pride prvič recimo na tako posestvo, pravzaprav zave teh energij in kako se v bistvu očistiš in kaj pridobiš, kako v bistvu, kaj moraš narediti, kaj samo stojiš ali je kakšna predpriprava pa vseeno potrebna? No, skratka, mislim, prepustiti si treba energijo, se čutijo. Drugače pa prav v njihovem sadovnjaku je tudi točka, ki nekako nakazuje ta star obred krsta. Se pravi, da ta obred krsta je izredno star. Že dost pred Kristusom. In dejansko oseba, ki je hotela biti krščena, se je najprej očistila vseh fizično in vseh energij. Dejansko na tej točki ti nekako pobere vse energije, praktično tudi energija pade skoraj na nulo. In potem greš čist recimo na to točko ali pa okrog in tam recimo se z energijo napolniš. Tako da v bistvu je to čist enostavno, samo ne smeš biti zaprt, pa se prepusti človek. No, jaz verjamem seveda, da Andrej pa Suzana vse goste tam lepo zelo razrelaksirata, že s tem, ko v bistvu vstopimo v tisti prostor. Andrej, tudi poroke delate in te poroke trajajo, ker so na posebnih točkah, še torta se na posebni točki reže, je tako? Ja, tudi se reže na tej posebni točki, to imamo eno tako utico, lepo leseno, in tam je tako z ene strani je poseben kamen, ki ima moč za bomo rekli, za žensko, z druge strani pa za moškega, ženina. No in moja žena pravi, da je to potem kot trajna zveza z to dodatno energijo. Zelo dobro. No, tudi k vam sta prišla Ksenija Benedetti in pa seveda gospod Kovaca, torej obeležiti svojo prvobletnico. Kaj ste ima takrat pripravili? Kako je izgledal ta dan? Tako, malo treme sem imela, pač je neka posebna oseba, zelo tako. Tam smo se usedli, mi vsakemu gostu damo welcome, malo pršuta našega, pa olive, ki jih imamo sušene na
kraški buri in z njimi delam tudi čokoladine. Wow. Ja, posebno sladko. Okay. In malo sira, pršuta in to, in potem smo šli v klet in tam smo bili in smo nazdravili in ona dva sta se tako sprostila. In je rekla, gospa Benedetti, je tako lepo povedala in je rekla, potovala sem že kar po veliko državah in po svetu. Vi imate zelo lepe slike, vendar v resnici je raj na zemlji. Tako je povedala, ja. In to smo tudi slišali, ne? Andrej, vi ste prav svetovno znani, ne? Torej, vaša okolica za kulise marsikatere priznane znamke, že torej raznih videih pa snemanjih, ne? Ja. Kje so vas našli? Je bila. Pač iskali so toliko časa, dokler Dokler niso našli. Tako so nas tudi poiskali Francozi z blagovno znamko sirov kozjih Chavrox. Potem smo imeli še par tudi drugih snemanj pri nas. In tako da v bistvu Francozi, ko so to snemali, ne, pri nas so imeli, no tam je bila cela invazija, po moje 80 ljudi. Wow, za snemanja ponavadi je to ogromno ljudi, ne? Smo zasedli, okupirali celo vas, bom rekel. In zanimivost je to, da v bistvu Francozom je bila ta hiša dosti všeč in to tudi mislim, zakaj smo mi bili zbrani, ne. Sam sem rojen v Franciji, pa imam ta pridih, mogoče zaradi tega smo začeli vse tako tudi lepo restaurirati. No in v bistvu 4 dni tega snemanja tam je bilo vse skozi, ne, vsake toliko od enega gospoda, gospe, kako lepo ste naredili, kako lepo vemo. Tako. Ja, luštno se imate, ne? Ja. Jože, vi ste tudi pri njih meril vodo in vi ste danes to vodo pa nesli s sabo. Lahko mi kar vidimo, kako v bistvu to izgleda, tole merjenje. Jože, bi vas kar prosila. Pa še zemljo ste pa nesla, ne, Suzana? Ja, to se je pa zgodilo pred par dnevi, da smo dobili pač tudi idejo in je ta kraška zemlja res nekaj posebnega in jo je tudi Jože zmeril. In zdaj sem dobila idejo, to sem sprobala na sebi, kot nova ideja, da bi to zemljo zmešali z to vodo in bi postala še višja energija in potem človek, ko pride tam, ko se usede na voz, lahko si naredi, recimo, če ga boli koleno ali pa hrbet in to, bi se s tem tudi, ja, in se s tem dodatno še energijo da. Zdaj Jože torej izvaja. No, jaz sem najprej pogledal po te energijski barvi, če je v redu, ne, ker če je v redu, mi pokaže belo barvo. Potem pa vprašam, koliko energije ima, ne. No, potem so pa še parametri naprej, prodornost energije, na kaj deluje, recimo lahko to pogledamo. Poudarjeno deluje se pravi na drugo, tretjo pa peto čakro, to pomeni, da je za ta prebavni del, da je dobra, se pravi dobro za prebavo, ne. Vse to je zanimivo, recimo naši predniki so točno vedeli, katera voda je, zakaj je, ne, katera je dobra in zakaj je dobra, ne. In to se da vse odmeriti, ne, res, to je en vodnjak, ki je zdaj prečiščen, ker Kras je dosti skop glede vode, ampak tam pri njih v tem vodnjaku je stalna voda, ne. A lahko še zemljo zmerite? Vidimo, kaj pa zemljo. To mi tako zanimivo gledati. Kraško zemljo. Ja, tudi posebna barva je te zemlje, res. Jaz sem najprej mislila, da je to kava, ki ste pa rekli. Tako izgleda, ja. Ja, no, zdaj sem dobil že prste, ker imam mokre. No, isto mi je pokazalo, bela barva in energije pa okrog 30 000. To je taka prijetna energija, recimo, kar nam lahko paše, ne. Povejte, recimo, ko gostje pridejo k vam, ne, a imate vi prav kakšen tako smerokaz, jaz sem čisto izgubljena, jaz res ne vem, zato vas vprašam. A je to kakšen tak smerokaz, imate prav kakšno, ne vem, vodič, kje naj človek postoji, se ustavi, ali pravzaprav celotno posestvo že tako naredi, da ko prideš tja, enostavno te povlečejo te čudovite energije. Kako je s tem? Ja, to te povleče, ker recimo mi imamo 2 programa. Zdaj smo se tudi od STO-ja prijavili za 5-zvezdnično butično destinacijo. In to traja 4 dni program. Lahko sprejmemo od 2, največ 6 oseb. In je program tako, da prvi dan pač pridajo,
potem kasneje gre isto na vse te točke in tako. Ponavadi sami začutijo, kje je najboljše. Ja. No in potem si gremo gledati, pač je tak program, si gremo gledati eno kraško klet z enologom. Naslednji dan pride Jože in vam se razloži od bioenergije in tako. Tretji dan pa gremo pogledati kraške pojave in pokažemo. In smo dobili tudi ene točke v naravi, ki jim potem tudi posebno pokažemo tole. No in zadnji dan pa isto, oni so skozi na teh energetskih točkah, pijejo vodo, imajo podaljšan zajtrk, imajo med obroke, večerjo in tako. Joj, sem že lačna, saj to govorite o tem. No in četrti dan pa pride ena zelo priznana kuharica, ni prav kuharica, probiotičarka, mislim, da je. In imamo pa temo gastronomija na dlani, samooskrba in živa hrana. Zaradi tega, da vemo, da se moramo navaditi, tudi če živimo v bloku ali kjerkoli, da nimamo vrta pri sebi, da moraš se znati tudi samooskrbo vsega tega narediti. No, to se mi zdi pa kar taka zelo pomembna informacija. Drugi program je pa to, sprejmemo do 10 ljudi, mora biti na 30 let. Isto. To sem pa žoran pravila, tako povejte. No in isto, se zapre vrata, dobijo isto, pač dobrodošlico, med obroke, vodo in oni pač meditirajo v tem bioenergetskem sadovnjaku. Zdaj eni berejo, eni poslušajo in to je ena taka posebna simfonija, rečem jaz, naravna simfonija ptičkov. Vsako pride tam, reče, da je to nemogoče, tako vse prav. Ja, se zdaj le še vidimo tukaj. Ja, no, in to je pa res posebna, redka pasma, to je rekel, da malo, je pa lišček. Kaj pa, Andrej, vprašala bi vas, tale je vaš... Bi se navezal, če lahko. Povejte. Ženi, torej nimamo televizije v nobenem prostoru, kar je zelo pomembno, da se ljudje resnično relaksirajo. In tudi mobilci in tako naprej ustajajo. To so res pravila. Ja, imamo kar take hude pravila, vendar vsi gosti so prvo presenečeni. Pridejo prerojeni pol od vas. Takoj, že drugi dan vse razumejo, kaj je to v bistvu televizija. To so ptički, čebele, živalce naše, zajčki, račke, vsega imamo. Še nekaj me zanima, ne? Zdaj, verjeten ste tudi vi ena izmed tistih, ki pravzaprav nimate menija, ne? Ker te take butične, prav posebne take stvari, vsaj po mojih izkušnjah, imajo tudi vedno zelo butično ponudbo, zelo posebno ponudbo, ne? Ja, je tudi to vas, kar se tiče hrane? Ja, tako je. Pri nas se gosti naročijo, ampak nikoli ne vejo, kaj bojo jedli. Razen števamo, ali so vegetarijanci ali karkoli. Kar tisti dan da narava. Kaj vam daje narava? Recimo, evo, da slišam. Vrt. Recimo naše imamo tudi, tako kot piše, pridelano 0 kilometrov, ker mi imamo svoj vrt. Sosedi imajo vino, ki dela za nas, eden naredi v vasi krompir, eden fižol, eden karkoli in tako da vse je pridelano res tam notri. 0 kilometrov, wow. Ja. Pa še lokalno, pa vse to je super, piše, pa ne samo, da se prideš tako dvigan duhovno, še v bistvu, kar se tiče hrane, zelo v bistvu poskrbite za res veliko kvaliteto, ne? Ja, res je tako. In to je zanimivo, da te gosti, ko pridejo, smo res butični samo za njih in so vse okoli te naše kuhinje, probajo pomagati, vsega tako res prav za njimi. Tako v bistvu domač občutek jim dajete, ko pridejo, ni to zdaj tako, da zdaj pa ne smemo se nič vtakniti po nič, ampak v bistvu se zelo hitro vpne v vaš del življenja, ne? Je tako, postane kot neka vaša družina. Drugače naša velika specialiteta je domače testenine, ki jih zrežemo na kvadratke in jih damo notri v glineno posodo potem. Ja, neč najbolj, da kar gremo, ne? Gremo, zdaj smo lače. Gremo. Še nekaj me zanima za sam konec. A se me že daj zgodilo, da kakšen gost kar ni hotel videti? Ker tole, kar ste zdaj meni povedali, jaz bi se kar preselila zdaj letjale k vam, res. Ja, res je, pa tudi kuške, ki sprejemamo, ki imamo radi, se skrijejo, to se nam je zgodilo že 3-krat in niso jih našli ali pa niso hoteli iti stran, ja. Torej, ne spomnimo, da pa živali pa res čutijo te energije. Torej, psi bi definitivno bili tisti prvi, ki bi ostali, ne? To moramo vedeti, da to je res velik znak za vse tiste, ki morda ne verjamete, če je kaj na temo ali ne. Svega kuška peljte tja, pa boste videli. Hvala vsem za obisk. Hvala vam. Hvala.